V studiu pa zdaj pozdravljam Metko Spletko. Metka, živijo, lepo te je videti tudi od blizu, ne samo preko družbenih omrežij, čist hudo. Živijo, Klara, živijo infodromovci. Na naših družbenih omrežjih je pestro, veliko srčkate in komentirate. Zanimali so vas na primer napotki za nego kože, novosti v šoli in prispevek o elektronskih cigaretah. Na YouTubeu pa ste radi pogledali prispevek o alergijah in o tem, kakšni so preizkusi znanja in nadarjenosti. Nismo pa še poročali o tej novosti. Poslanci so izglasovali zakon, po katerem bodo morale najnovejše elektronske naprave omogočati uporabo slovenščine. Tudi telefoni ameriških proizvajalcev, ki tega do zdaj niso. Tako je tudi prav in to kljub temu, da je znanje tujih jezikov zelo pomembno. Znanje angleščine, na primer, je zelo koristilo mladim, ki so bili v mednarodni žiriji za izbiro najboljših televizijskih vsebin. Res je. To je festival Priženes. Skupina najstnikov je zastopala Evropo in izbrala najboljšo igrano in neigrano oddajo. Poglejmo, kako so se imeli. Mi smo bili žirija za igranje in neigrane oddaje mladih. Ko smo ocenjevali oddaje, smo imeli 4 kategorije. Prva kategorija je bila ideja, druga je bila, kako so oni to izvedeli, tretja, če je bila zgodba v redu, pa četrta, če bi pač to jaz gledala, pa če nam je bilo pač nam všeč. Pri kakšnih smo imeli zelo različna mnenja, pri katerih smo se pa zelo strinjali. Ena izmed največjih napak, se mi zdi, je, če so igralci slabi in se ne morejo uživeti v vlogo. Če noben ne govori, če ne veš o zgodbi tako nič. Da se oddaja sam vleče, pa nikamor ne pridemo. Najbolj so mi bili všeč filmi, ki imajo kreativnost v njih, ki jih ne vidiš vsak dan. Kakovostna oddaja je takšna oddaja, ki mlade predvsem pritegne, ki uporablja njihov humor, ki ima like, na katere se lahko navežejo, ki po našem mnenju strokovnjakov širi vrednote, ki jih želimo širiti. Skratka, ena oddaja, v kateri uživajo in od nje največ odnesejo. Meni so na televiziji pač dobre oddaje. Na spletu so pa večina tiste, ki tam so malo manj zanimive v bistvu. No, večina mladih pa s tem verjetno ne bi soglašala. Sodeč po raziskavah, namreč televizijo spremljate manj, več časa pa preživite ob brskanju na družbenih omrežjih. Dobra oddaja na spletu pa dobra oddaja na televiziji nista, isti sta se pa podobni. Obedve morata imeti dobre igralce, dobro zgodbo. Vendar je na spletnih omrežjih ponavadi boljše, če je krajše. Poleg krajših posnetkov so za spletne vsebine značilni tudi hitrejše menjavanje kadrov, tresoča kamera in pokončni format. Včeraj smo gledali tudi eno oddajo, ki je bila posneta za telefon in to mi ni bilo všeč. Format je bil sicer primeren za spletna omrežja, vendar je bil predolg. Všeč so nam torej različne stvari. Verjamem pa, da algoritem na tvojih družbenih omrežjih že dobro ve, kaj je všeč tebi.